Okej, lep pozdrav vsem. Danes, bi samo želela podeliti nekaj informacij, zakaj naša Facebook stran, se pravi Facebook stran Esence vesolja in tudi moja privat Facebook stran Darja Huzimec ne deluje zadnjih nekaj dni. Kaj se je zgodilo? Na žalost, smo bili oziroma lahko rečem jaz kot Darja, ker pač targetiran je bil moj profil oziroma ne targetiran, ampak vdor je šel čez moj profil, a ne. Vedno morajo vdreti preko, profil žive osebe. In sicer vdor v Facebook račun, a ne. Kaj to pomeni, bom takoj razložila. Vdrli so v Facebook račun in posledično prevzeli, tudi naše stran Esence vesolja in še nekaj drugih strani, ki sem jih jaz upravljala. Tako da sem izgubila dostop do, dejansko do urejanja, objavljanja karkoli na naši društveni Facebook strani in tudi izgubila dostop oziroma je zablokiran moj privat profil, ni ga, a ne. Dobra plat zgodbe je v tem, da na srečo Meta Facebooka privatne profile, ko je vdor in, objava neprimernih vsebin, takoj zablokira. Tako, kaj to pomeni, da dejansko kdorkoli je vdrl, ne more pošiljati mojim kontaktom ničesar, a ne. Tako da to se je zgodilo in, isto stran Esenca vesolja je bila pač takoj, ko smo mi urgirali, a ne, zablokirana, tako da se ne dogaja nobene aktivnosti na tej strani in tudi posledično vsi, ki, sledite Facebook strani Esenca vesolja, nič ne morejo zaradi tega, ker, je stran pač neaktivna, oni tudi nimajo dostopa do strani, a ne. Okej. Zdaj, kar jaz nisem vedela pred tem dogodkom, je to, da ko pride do takih vdorov, da sploh ni važno tvoje geslo, zaščita, two-factor authentication, karkoli od tega, a ne. Dejansko sem zdaj v teh zadnjih dneh, skupaj s skupino ljudi, raziskala, kaj, kako, kaj je bil najverjetnejši scenarij. Raziskala sem tudi privat, da sploh vem, kaj se dogaja, ker ne vem, kako ste vi, ampak jaz osebno, nisem bila izpostavljena mogoče kakim, krogom ali pa, čemurkoli, kjer bi se o tem pogovarjalo. Sedaj, ko se je pa to meni zgodilo in sem pač povedala, seveda najprej vsem ta najbližjim, poslala sem sporočila, dobim pa ogromno, feedbackov, da ali da se je njim zgodilo, ali da jim, aktivno vdirajo v profile oziroma na vsakem koraku srečam osebo, ki se ji je to zgodilo. Zakaj je to zanimivo in zabavno? Predvsem zaradi tega, ker očitno ljudje o tem ne govorijo. Evo, zaradi tega je tale video, ker mislim, da je čas, da se o tem začne govoriti. Sploh zadnje čase je noro, število teh hekerskih napadov, predvsem pa, ampak kaj je zanimivo tu? Oni ne bodo targetirali recimo tebe, ki imaš samo svoj oseben privatni Facebook profil in objavljaš pač čisto družinske zadeve, a ne, ali pa še to ne nekaj ful. Targetirajo po navadi osebe, ki upravljajo z vsaj eno oziroma več drugimi Facebook stranmi, a ne, tako kot je imelo društvo Esenca vesolja tudi svojo Facebook stran, ki upravlja živa oseba, pač jaz, a ne. Vse je vezano, gre preko mojega privat profila in jaz potem upravljam to stran, pa še ene par drugih sem, a ne. In seveda zadaj so bili tudi, plačljivi oglasi. Tudi društvo Esenca vesolja je za določene dogodke objavljalo plačljive oglase, kar pomeni, da so zadaj v tistem delu Facebooka, ki ga po navadi večina ljudi ne vidi, so še, uporabniške strani, Business Manager, Ads Manager, cela gora enih, podstrani, vsega, sistem noro zakompliciran, ki jih potem pač, ki nam služijo za to, da lahko tam, ne bom rekla lažje ali hitreje, ampak ja, da tam potem upravljaš z različnimi stranmi, delaš oglase, oglašuješ, in podobno.
In seveda to je potem tisto, kar je zanimivo za hekerje. In so tudi izkoristili na ta način, da so, se pravi, ko so oni prevzeli ta business manager od Esence vesolja, so ga seveda preimenovali. To nima nobene veze z samo Facebook stranjo Esence vesolja, ne, ti so pustili pri miru, a ne. Jaz sem prav spremljala in nič niso objavljali. Oni so hoteli dobiti samo dostop do tega business managerja, ki je kot en back office ozadje, a ne, in seveda tam je vezano določeno plačilno sredstvo. Na srečo sem jaz imela vezane samo naš PayPal, a ne, kar pomeni, da preko tega sem plačevala oglase, ki smo jih imeli, in seveda so oni tudi to izkoristili in pač oglaševali, karkoli so oglaševali, ker so oni, a ne, in smo mi dobili račun potem za to. Seveda, ok, se da to vse rešiti, smo se urgirali, ampak to je razlog, da smo zaenkrat naš PayPal račun od društva Esenca vesolja zamrznili in je nedostopen, kar pomeni, da tudi v spletni trgovini ga ne najdeš med plačilnimi sredstvi. Ok, 6 minut govorim, ampak kaj je najbolj važno? Če si pogledal do te točke, ne, oni so drli samo in izključno v Facebook stran, in sicer preko browser cookiesov, a ne. Kaj to je? Jaz tudi tole še raziskujem, a ne. To pomeni, da oni res ne rabijo imeti tvojega gesla, ker dejansko ulovijo, shekajo, ugrabijo tale ključ cookie, a ne, browser cookie, pač ponavadi vsi ga poznamo tam, ko moraš dati ono soglasje za cookie, a ne. No, v glavnem, to je kot ključ za bajto in to oni ugrabijo. In sploh, ko si nekdo kot jaz, ko si non-stop logiran, zaradi tega, ker non-stop se nekaj dela na laptopu, zadeve skozi laufajo in ne ugašam strani, ne delam log off, so ti cookie bili aktivni, a ne. In ja, kako oni to pridejo do tega, to še jaz tudi raziskujem, ker mi je res fascinantno, no. Kaj vse si to ne izmislijo, oziroma fascinantno mi je iz tega stališča, ker najprej moraš vedeti, kaj sploh so naredili, da se lahko potem ustrezno zaščitiš v bodoče. In seveda delamo vse na tem, da se tudi v bodoče malo drugače pristopimo k tej naši online varnosti. In ja, v glavnem, vdrli so samo v Facebook račun, laptop nedotaknjen, vsi ostali računi nedotaknjeni, mislim, spletna trgovina, spletna stran je itak čista ločena zgodba, nič dotaknjeno, a ne, tako da nimate za karkoli skrbeti, tudi če recimo dajete naročila pri nas. Res je važno to, da oni targetirajo samo ta socialna omrežja, da dobijo dostop do pač teh orodij oziroma do financ, a ne, to je tako groba zgodba, zelo poenostavljena. Jaz zdaj delam na tem, da res pripravim en tak checklist, kaj bi po mojem moral vsak, ki je malo več online, vedeti in redno delati. Nekaj, kar meni nikoli niso povedali, pa sodelujem z IT že 10-15 let, ampak rečemo, ok, da je to tematika bolj aktualna zadnja leta. Noben mi tega ni povedal. Vsi ti govorijo, redno menjaj gesla, naredi two-factor authentication, se pravi, da imaš dvojno preverjanje. Jaz sem imela še potem seveda tudi dvojno preverjanje preko aplikacij, preko SMS-ov, preko drugih mailov, preko obvestil, preko vsega, ne. Nič ni važno, ker ne targetirajo tega. Tako da v bistvu sploh ne vem, kaj je fora tega, da te toliko silijo z vsem tem, da imaš tam 5 različnih securityjev pri logiranju, ko večina hekerjev danes sploh ne targetira tega. Tisto, kar oni targetirajo, pa ti noben ne pove sploh, ne moreš skrbeti za to. V glavnem, absolutno bodo sledili še kakšni članki na to temo in bom naredila še kak video takoj, ko bo malo več znanega, kaj to zdaj pomeni za nas. Facebook stran bo nedosegljiva, dokler ne uspemo dobiti spet dostopa do nje. Ali se bo to zgodilo, ne vem. Kdaj se bo to zgodilo, ne vem.
večina primerov, kakor sem pač spremljala, lahko traja kar nekaj tednov in se zna zgoditi, da sploh ne dobimo dostopa nazaj do naše Facebook strani. Isto moj privat profil, lahko da ga pač ne bom več nikoli videla. Ampak gremo step by step. Hvala Bogu, kaj je važno. Smo imeli zadaj firmo računalniško, ki nam je skrbela za določene IT procese in hvala Bogu, da so oni, da imajo nek intern kontakt do Mete, do Facebooka, ker sicer, nažalost, moja izkušnja, ti kot fizična oseba ne prideš sploh več do kakršnekoli pomoči od Facebooka in Mete. Tako da tega se moramo zavedati. Leto pa pol, 2 leti nazaj je bilo še drugače. Danes, ti jaz povem, še enega obrazca ne najdeš, da bi podal prijavo, pritožbo, karkoli, ništa, nega. Ampak ja, da ne bomo spet predolgi 10 minut. To so osnovne informacije, ključno je vedeti, ok, Facebook je down, Instagram deluje. Instagram ni bil dotaknjen, ni bil tako vezan, ni bilo povezano, I don't know, ne vem kaj, Instagram deluje, tako da na Instagramu smo, bomo tam objavljali, novičke boste dobivali nemoteno, spletna stran deluje nemoteno, tako da bomo malo več vsebin, ki so bile do zdaj na Facebook straneh, objavljali na ostalih straneh in absolutno te obveščam v bodoče, kaj se dogaja, ampak sem hotela malo vseeno tudi osebno povedati na videu tu. Ja, kaj se dogaja pri nas, zakaj smo utihnili zadnjih nekaj dni, mislim, da je 5-6 dni že, ja. Dejansko je to trajalo, da sem jaz tudi 5-6 dni sem bila nenehno na telefonih z vsemi strokovnjaki, z vsemi, da sem res preverila, da ni bilo nobenih drugih vdorov, da je bil samo Facebook, da sem dobila sploh to razumevanje, zakaj je bil samo Facebook, ker seveda jaz kot oseba zapaničarim, da so mi vdrli v laptop, da so mi vdrli, ne. To sploh ni več aktualno. Razen, če te kdo ne vzame na piko, pa najame hekerja, pa da ti vdre v računalnik, večina hekerjev, mislim, tole, kar delajo in general, sploh jih ne zanima vaš računalnik ali pa karkoli drugega, ampak ja, evo. Dajte v komentar, komot napisati, a ste imeli že izkušnjo tudi vi s kakim podobnim primerom, a ste bili vi žrtev vdora v vaše socialne profile, a ste kaj rešili, kako ste rešili, v glavnem, kakršnakoli informacija je dobrodošla. Zadnja stvar, absolutno smo zadevo prijavili tudi na policijo, zaradi tega, da je policijski zapisnik, če se karkoli, če bo pač karkoli potrebno eskalirati, recimo tudi, če bodo potrebna kakšna dokazila za Meto, je policijski zapisnik, da se je zadeva zgodila, kdaj se je zgodila. Zasegli so tudi moj laptop, zaradi tega, ker je bil to pogoj, da lahko naredim prijavo, pa da lahko oni laptop preiziskujejo. Bomo videli, če se bo kaj iz tega, kaj bodo pač ugotovitve, ampak ja, to je tudi ena taka ključna točka. Zavedati, da tudi to se da narediti in imajo kar dosti teh cyber attack prijav. Ok, toliko zaenkrat z naše strani, absolutno veščamo dalje, delujemo dalje nemoteno, pač sam Facebook, brez Facebooka. In ja, hvala za tvoj čas, hvala za tvojo podporo, za pozornost in evo, če imaš karkoli za deliti, dej v komentarju.